Lani je bilo zame recimo temu zanimivo leto, vsaj kar se telefonov tiče. V enem letu sem jih zamenjal 4. Xiaomi, o katerem sem naredil video, me na koncu ni prepričal, zato sem si rekel, da grem na zanesljivo firmo in sem kupil Samsunga. S21 FE, na papirju idealen telefon zame. Pa je bil? Bom sam tako rekel, zaradi Samsunga sem presedlil na iPhone. Ja, na iPhone. In ne glede na spodbudo in podporo vseh mojih iPhone frendov, me tudi ta ni prepričal. Enostavno sem preveč pogrešal male stvari, ki mi jih nudi Android. Ime mi je Miha in že več kot 3 mesece uporabljam Google Pixel 7. Poglejmo najprej specifikacije telefona. Poganja ga 8-jedrni Tensor G2 procesor, katerega so pri Googlu razvili sami, podprt z 8 GB RAM in 128 GB internega pomnilnika. Obstaja tudi verzija z 256 GB. SD kartica? Ne rabiš. Vhod za slušalke? Pozabi. Ekran je 6,3 inčov velik AMOLED panel z 90 Hz osveževalno frekvenco in resolucijo 1080x2400. Je dovolj svetu, saj dosega 1000 nitov svetilnosti, kar pomeni, da bomo videli vse, kar se dogaja na ekranu, tudi ob najbolj sončnem dnevu. Kar se ekrana tiče, ne bom zgubljal preveč besed. Dober je. Barve so ok in displej je raven. Velikost telefona je, saj kar se mene tiče, nekje v zlati sredini. Ni prevelik in ni premajhen, tako da mi lepo sede v roko. Zadaj ima 2 fotoaparata. Glavni senzor ima 50 megapikslov, leča je optično stabilizirana z zaslonko f1.9. Potem je tu še ultra široki aparat z 12 megapiksli in zaslonko f2.2. Selfie kamera ima 10,8 megapikslov in prav tako zaslonko 2.2. Baterija ima 4355 mAh, polni se s hitrostjo 20 W preko kabla ali brezžično. Nudi tudi reverse charging, kar pomeni, da lahko s telefonom polnite druge stvari, kot so slušalke, ure oziroma vse stvari, ki podpirajo brezžično polnjenje preko Qi standarda. Qi standard. Kar se povezljivosti tiče, telefon nudi vse, kar je možno. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, 5G, ni da ni. Tako da na papirju telefon zgleda super. Pa je? Po 3 mesecih lahko rečem, da je to skoraj popoln telefon za ta denar. 650 € je priporočena cena, ampak v času pisanja tega videa je na nemškem Amazonu okrog 570 € plus stroške pošiljanja. Zakaj nemški Amazon? Pri nas uradno tega telefona ne moreš kupiti in tudi ni podprt strani večine operaterjev. Zato 5G, VoLTE in Wi-Fi pri nas ne delujejo. Sicer so ene rešitve, ampak za njih se boste mogli malo poglobiti v telefon in prebrati par tutorialov, kako to narediti. Tako da, če se odločate za nakup Pixla, morate tudi to vzeti v zakup. Tudi glede garancije. Bo treba pošiljati nazaj v Nemčijo, če so težave. Ampak zakaj bi kupili Pixla? Prvič, to je telefon od Googla. Se pravi, prvi bo imel najnovejšo verzijo Androida. In ta je čisti Android, kot si ga je Google zamislil. Ostali proizvajalci dodajajo svoje bombončke, prirejajo izgled in delovanje glede na svoje telefone. Pixel je neomadeževan, pure, kar se pokaže pri delovanju. Saj je telefon odziven in do sedaj nisem imel niti ene težave z nobeno aplikacijo. Plus to, da ima Pixel močno integriran Googlov AI, ki spremlja tvojo uporabo in na podlagi uporabe optimizira baterijo. In ta je glede na majhno kapaciteto solidna. Brez težav preživi cel dan uporabe. Samo en dan boste rekli? Ja, moj dan. Jaz imam vklopljen vse non-stop. Prenos podatkov, Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth, nič ne ugašam. Tako da bo telefon pri nekaterih, ki te stvari prižigajo po potrebi, po mojem deloval 2 dni brez težav. Sicer to je tudi odvisno od Googla samega. Včasih neki popravek uporabo baterije poveča, potem pa to uredijo z naslednjim updateom. In poraba je spet normalna. Ampak s temi zadevami se ukvarjajo tudi z drugi proizvajalci, tako da Google ni imun na te težave. Plus to, da me opozori, da bo glede na trenutno uporabo baterija prazna do določene ure. Zato vedno vem, kdaj ga moram dati poln. 20 W ni najhitrejše polnjenje, saj potrebuje 1 uro in 40 minut, da napolni telefon iz 0 do 100%. Glede na kitajsko konkurenco, ki nudijo od 45 W navzgor, je to res počasno. A ti ga vseeno v pol urce napolni do skoraj 50%, kar je ok. Ima pa Pixel še eno super funkcijo za ohranjanje zdravja baterije. Če imaš nastavljen alarm,
da te telefon zjutraj zbudi, se bo čez noč zelo počasno polnil in bo šele zjutraj malo pred alarmom na 100%. Počasno polnjenje blagodejno vpliva na zdravje in dolgoročnost baterije. Pixel ima sicer veliko več ekskluzivnih bombončkov, katerih ne najdeš na drugih telefonih. Eden od uporabnih je recimo ta, da ti na zaklenjenem ekranu pokaže, kateri komad se predvaja v prostoru. Slovenskih sicer ne prepozna, ampak vseeno. Nažalost je veliko funkcij za nas Evropejce zaklenjenih oziroma ne delujejo, ker so namenjeni Američanom oziroma angleško govorečim uporabnikom. Kot je običajno pri Googlovih telefonih, so izboljšali tisto, po čemer so njihove mobilne aparature najbolj znane. Svoje kamere. Medtem ko se fizične kamere niso preveč spremenile od prejšnjih modelov Pixel 6 in Pixel 6 Pro, je vseeno dovolj svežih in izboljšanih zmožnosti v novi seriji. Predvsem v kombinaciji z njihovim procesorjem in optično stabilizacijo, ki pomaga, da so slike ostre, barve življenjske in predvsem, da hitro ujameš trenutek. Celotno procesiranje fotografij se zgodi na telefonu. Filtri in orodja so načeloma na voljo vsem uporabnikom Google Foto aplikacije. Razlika je samo ta, da morajo ostali naložiti slike v oblak, na Pixelu pa slike urejaš na telefonu samem, za kar uporabi svojo procesorsko moč. Izboljšali so tudi nočno fotografijo, par slik sem naredil v božično okrašeni Ljubljani. Selfie kamera je dovolj dobra za vse selfie loverje. Slike so ostre, kamera je dovolj široka tudi za skupinsko fotko, tako da čez njo nimam pripomb. Pixeli so znani po dobrih fotografijah, zato če iščete telefon z odličnim fotoaparatom, pa ne želite zapraviti jurja, ne boste zgrešili z nakupom. Video pri glavni kameri je dober. Snema do 60 slik na sekundo v 4K, plus to, da ima optično stabilizacijo. Lahko snemo tudi v HDR, a je samo do 30 slik na sekundo. Malce drugačna zgodba je pa pri široki kameri. Tudi ta snema v 4K do 60 slik na sekundo, ima stabilizacijo slike, a je kvaliteta slike opazno slabša kot pri glavni kameri. Na splošno se pri videu Google trudi ujeti Apple, zato so dodali tako imenovani Cinematic Mode. Ta snema samo v Full HD in lepo zamegli ozadje. Selfie kamera je solidna. Tudi tu snemamo v 4K do 60 slik na sekundo, a nažalost ni optične stabilizacije slike. Sem pa opazil med snemanjem teh videov, da se telefon fajn pregreva. Sonce je zunaj, ekran je do konca osvetljen, kamera snema v 4K, kar pomeni, da procesor dela na polno, ampak prišlo je do te točke, da mi je telefon javil, da je prevroč in da ne prekinem snemanje, oziroma mi je prekinil snemanje in ne počakam, da se telefon ohladi. Se pravi, jaz mislim, da zaradi tega ta telefon ni primeren za snemanje vlogu, ampak samo za kakšne občasne TikToke ali pa Instagram storije. Delovanje telefona je bilo na splošno neproblematično. Nisem imel nobenih težav, telefoni in aplikacije delujejo brezhibno. Ker je to goli Android, nima nobenih vizualnih bombončkov, kar je nekaterim zelo všeč, a meni to ni dišalo. Zato sem si naložil svojo priljubljeno novo launcher. Z njo si priredim izgled in delovanje po svoji meri, kot je meni všeč. Meni se zdi, da sem že večkrat poudaril, koliko je meni nova launcher všeč, tako da probajte jo. A vseeno to ni popoln telefon. Ima svoje pomanjkljivosti. Živijo, Miha tukaj, montažer iz prihodnosti. V tem delu videa sem te malo jamrati čez čitalec prstnih odtisov. Ampak na kar sem ugotovil, da ta dela dobro. Da krivec, zakaj pri meni ni delal dobro, je bilo tole. Zaščita za ekran. Kakor sem imel tu gor, čitalec je delal z NK. Ko sem ga odstranil, vse dela normalno. Ampak to še ne pomeni, da sem zadovoljen z branjem prstnih odtisov. Jaz še zdaj ne vem, zakaj ne moramo imeti čitalca za prstni odtis na hrbtni strani, kot je bil prej. Tu primaš telefon in direkt prst nasloniš nanj in se ti odklene. To pod ekranom je meni brez veze. No, zdaj pa gremo naprej gledati video. Hvala Bogu, da so pri tej seriji dodali prepoznavnost obraza, ker podnevi zelo olajša odklepanje. A ker za to uporablja fotoaparat, deluje le, če je dovolj svetlobe. Tu ima recimo iPhone ogromno prednost. Ta hudič odklene ekran v čisti temi, to je voodoo, vam rečem. Pixelov zvočnik je soliden, a ne bo pobral nobenih nagrad, a za gledanje TikToka, YouTubea je ok. Za drugi zvočnik uporablja tudi slušalko, zato je stereo separacija solidna, a za poslušanje glasbe ni najboljši. Predvsem, ker nima dovolj basa,
in pri visoki glasnosti začutiš malo distorzije. Potem je tu še dizajnerska odločitev menjave pozicije gumba za vklop. Večina telefonov ima gumb za vklop pod gumboma za glasnost, a geniji pri Googlu so se odločili to zamenjati. Tako da še vedno, ko želim dati kak video bolj na glas, ugasnem ekran. Ampak na koncu, ko povlečem črto pod vsem, sem s telefonom zelo zadovoljen. Brez težav ga priporočam vsem, ki me vprašajo, kateri telefon kupiti. Zato srčno upam, da bo naša deželca pod Alpami kmalu postala podprta država in da bomo lahko uradno kupili telefon tudi pri nas in uporabljali vse funkcije, ki jih nudi. A zaenkrat je vse, kar lahko naredite, to, da lajkate ta video, se naročite na moj kanal in s tem pokažete podporo. Vas ne stane popolnoma nič, meni pa to ful pomeni. Hvala, ker ste ostali z mano do konca, se vidimo v naslednjem videu. Čau!